Lep pozdrav in dobrodošli v novem videu, ki bo malenkost drugačen. V tem videu bom predstavil, kako bi jaz štartal Instagram profil, če bi ga štartal danes. Odprl bom pač neko novo kategorijo video tudi, med samimi vlogi in ostalimi zadevami bomo imeli tudi take stvari, kjer bomo govorili o socialnih omrežjih. In sicer danes bomo govorili o Instagramu, govorili bomo o tem, jaz vodim Instagram profil Jami Slovenija in na podlagi tega bom svoje izkušnje delil z vami. Zaradi tega, ker vodim Instagram profil Jami Slovenija, ogromno spremljam, se pravi spremembe algoritmov, ogromno spremljam nasvete, kaj, kako, kdaj, kaj narediti in bi rad v bistvu te stvari delil malo z vami. Tako da bom celoten video razdelil na 8 segmentov, v bistvu štartali bomo oziroma na 7 segmentov, en segment smo da zdaj že čez pozdravom. Prvi segment se v bistvu navezuje na to, kako je pred začetkom, se pravi, preden štartaš Instagram. In tukaj je nekako glavno vprašanje je, kaj je tvoja niša, se pravi, kaj je tvoja rdeča nit Instagram profila, kakšni so tvoji cilji, kaj želiš doseči in pa v bistvu vprašanje, ki se nam bo porajal v glavi v štartu in mogoče tudi še pol naprej, ki ga je treba pred samim začetkom že v bistvu rešiti, je, kaj si bojo drugi mislili o nas. Pa če grem kar najprej na to vprašanje, kaj si bojo drugi mislili o nas, mogli bi nam biti vse in kaj si drugi mislijo o nas. Mi to delamo za sebe in posledično potem delamo tudi za ostale ljudi. Zdaj, tisti, ki te nočejo spremljati, ki jim ni všeč, ti je v bistvu na sam Instagram profil, na samo število sledilcev, aktivnost sledilcev, ti je boljš nekako, da nekako te taki ljudje ne sledijo, ker vse gre, v bistvu algoritmi delujejo na podlagi tega, kako število tvojih sledilcev oziroma tvoji sledilci, koliko aktivno spremljajo tvoje poste, tvoje storije, kako reagirajo, koliko časa ostanejo na tvojem profilu in tako. Tako da, kaj si bodo drugi mislili o tem, naj te ne zanima, za vsako stvar si lahko rečeš, kaj si bo drug mislil o tem. In to je v bistvu vprašanje, ki je bil največ sanj. Zigar si, na primer, Steve Jobs, ko je ustvaril Apple, ni rekel, oziroma ga vprašanje, kaj se bodo drugi mislili, ga ni držalo nazaj in je pač šel v to in mu je uspel, kakor pač lahko vidimo vsi danes, ko uporabljamo iOS sisteme, pač vidimo, kaj vse mu je ratalo, ker je šel čez to vprašanje. Potem druga zadeva, kaj bo naša niša? Izberi si neko nišo, ker ti boš gradil svojo bazo sledilcev na podlagi te niše. Če boš ti objavljal malo neki hrane, pa neki potovanje, pa neki boš objavljal modo, pa boš objavljal make-up gor, pa boš objavljal malo kuška, pa malo to, boš dobil ogromno različnih sledilcev, ampak reakcije oziroma aktivnost tvojih sledilcev bo samo na določene poste, se pravi, samo na določeno vsebino. Te, ki so jim všeč kuški, pa to jih briga, a si ti na potovanju ali nisi. Pač njega zanima, kje je zdaj ta kuža. Tega, ki zanima potovanje, jih ne zanima, naprimer moda, make-up in podobne stvari. In ti moraš neko nišo graditi in dobivati na to nišo svoje sledilce. Je fajn razširiti malo nišo, se pravi, držati malenko široko. Naprimer, če greš se foodija, foodie varianta se lahko idealno poveže s potovanji, naprimer, ker ko ti potuješ, ogromno nove kulinarike spoznavaš, ljudi zanima hrana, ne samo, ne vem, tvoje kuhanje, tvoji recepti, zanima jih tudi to, kaj ti ješ, kako ješ. In to se mi zdi neka taka zelo pomembna zadeva, da je neka niša, ki jo lahko razširiš, ampak še vseeno ohranjaš nekako tisto rdečo nit. In pa tretje vprašanje, kaj je naš cilj? Kaj želimo s tem ciljem doseči? A je to cilj, da ti osebno zrasteš? A je to cilj, da ti postaneš nek influencer, ki boš ogromno služil s tem? A je to cilj, da ti pomagaš ostalim, da ti daješ v neko vsebino, ki bo ostalim pomagala, da bojo lažje, ne vem, štartali svoj biznis, da bojo lažje vodili Instagram profil, da bojo lažje postali vlogerji. Ne vem, lahko so to tutoriali, kako narediti make-up, kako posneti neko zadevo, kako sestaviti, kako popraviti traktor, bilo kaj. Samo moraš imeti neke začrtane cilje, zaradi tega, da veš, po kateri smeri korakaš. In če boš ti korakal proti tem cilju in bojo tvoji sledilci korakali s tabo, se boste skupaj razvijali, skupaj gradili neko zgodbo in posledično bo pač sama aktivnost na tvojem profilu in sama rast tvojega profila veliko večja, ker bojo sledilci vedeli, zakaj so tam in ti boš vedel, zakaj si tam. Še ena stvar, ki jo moram poudariti tukaj pred začetkom, je to, da je fajn, da imaš že nekaj znanja o samih algoritmih, ki se pojavljajo na Instagramu, sicer se spreminjajo iz tedna teden. Instagram je res stvar, ki ga ne bomo po mojem nikoli mogli razumeti. V bistvu nikoli ne bomo
mogli razumeti te glave Instagrama, zakaj konstantno spreminja zadeve. Jaz razumem, da grejo v tek s časom, ampak na podlagi tega zgubivajo sledilce na Instagramu, zgubljajo neko podporo uporabnikov Instagrama, ker jim gre počasi že na živce, nam gre počasi že na živce to, da gre vse tako vse po svoje. In pa samo še ena stvar, ki le zraven dodam, koliko časa smo pripravljeni žrtvovati za sam profil. Lahko ti vlagaš 1 uro na dan, lahko vlagaš 1 uro na teden v profil, 1 objavo na teden, 1 story na teden. To je tudi velika mera, kakšen bo tvoj doseg, kakšen bojo odzivi tvojih sledilcev. Več, ko boš ti aktiven, več, ko boš ti delal na profilu, več boš dobil. Zdaj ne, da objavljaš vsako stvar, ki se ti zgodi, pok. Treba je neko zmerno mejo najti, ampak overall je pa to zadeva, ki pač več, ko boš dal, več boš dobil. No. Tukaj je res tako, daš dan sistem. Pač, če ti ne boš dajal, boš težko dobil kaj nazaj od ljudi. In zdaj gremo na drugi segment. Se pravi, ko je profil enkrat ustvarjen. Ko je profil enkrat ustvarjen, je pomembno to, da pade v oči, da je ličen, da ima profilno sliko. Profilna slika naj bo nekaj, kar bo zajemalo del tebe. Lahko je to tvoja slika, lahko je to slika, lahko je to nek logo, lahko so to, pri mojem Miami Slovenija profilu imamo pač vilico in nos, zaradi tega, ker je profil zadeva hrane in vsak ve, da ko to vidi, pa vilica nož valjda je nekaj s hrano povezano, ne, itak ne popravljam mašin z vilico pa z nožem, ne, mogoče bi se tudi da. Evo, nova niša, naprimer. Ja, to. Potem je opis. Kakšen je opis? Naj bo v opisu prepoznavno, kaj je profil. Fajn je, da se vidi, kdo je profil, se pravi username profila in pa tudi pol na spodaj daš lahko še prav ime, daš, ne vem, jaz imam Blaž Berlec food blogger, username je pa Jami Slovenija. Da ljudje vejo, kdo stoji za profilom. Zelo pomembno je to, se mi zdi, no, mislim, so profili, so izjeme, ki obstajajo, kjer ljudje ne vejo, kdo je za profilom, ampak to gre v bistvu bolj za profile, ki ustvarjajo nekakšne mime, ki ustvarjajo kakšen tak content, ki ti daje nek znanje na podlagi, ne vem, kakšnih kvotov, kakšne take stvari, ni pa to nekdo, ki bi tako govoril in da pač ti kar ne poznaš tega človeka. Pomembno je, da je, se pravi, opis profila kratek in jedrnat, da ni zdaj, ne vem, itak imaš omejeno število črk, ki lahko uporabiš, oziroma znakov, ki lahko uporabiš, tako da ne moreš se ne vem koliko razpisati, ampak ne bo to po alinejcah in si zmagal. Vsak bo vedel, zakaj je tam, ne bo lično, ne vem, kakšen emoji noter, malo veliki začetnic, kakšna pikca, ne vem, po alinejah, da ni zdaj sam nametano besedilo noter in če je nam nekaj lepo, se boš veliko lažje spravil pogledati, naprimer, ta profil, ta content in s tem se lahko že navežem na naslednjo zadevo. Ta naslednja zadeva je pa, da si narediš nek plan objavljanja postov. Prvo je časovni plan, kdaj boš objavljal, koliko približno boš objavljal, drugo je pa način objavljanja. Se pravi, zelo popularni so te načini, če si predstavljaš, so 3 stolpci, ne vem, da je v enem stolpcu samo slike nečesa, v drugem stolpcu slike nečesa, v tretjem stolpcu slike nečesa. Ali pa da so te po vrsticah, se pravi, v teh, naprimer, tam za banalen primer, 3-krat slika torte, v drugem imaš pa pač, ne vem, 3-krat slika piškotov, 3-krat slika, naprimer na to, če razumete, kaj mislim. Tukaj so plusi. Plus je to, da je lično, da tako človek, ko to vidi, je tako, to je nekaj proper, to je nekaj dobrega. Drugo je to, da si sam bolj angažiran, da to počneš, ampak tukaj pa pridejo tudi minusi zraven in največji minus tukaj je časovna razporeditev teh objav oziroma nasploh planiranje objav. Če imaš ti to tako vse po regelcih, ti hiter kakšno sodelovanje, kakšna fotka, kad tako pride, kad bi jo res objavil, kakšna kaj moraš objaviti, zmanjka kaj kontenta, moraš ti čakati dejansko, da boš imel spet tako, da boš lahko dopolnil te svoje zadeve. Tako da mogoče so te stvari tako malo za pretehtati, koliko si pripravljen, koliko si zorganiziran, koliko si res pripravljen narediti in vložiti v to ličnost tega profila. In ko govorimo že o objavljanju slik in postov in podobnih zadev, tvoj cilj, to si morate zapomniti, na Instagramu je sledilca čim dalj časa zadržati, ali na postu, ali na storiju, ali nasploh na profilu. Tako da zaradi tega so naprimer najbolj popularni zdaj Reelsi, ki so kratki videi, do 1 minuto dolgi videi. Nažalost jih v Sloveniji še ni, nimam pojma, kdaj bo prišel, ker so zdaj po mojem že 2 leti zunaj in jih še vedno nimamo v Sloveniji.
ampak nimamo tudi Instagram Musica, ki je pa po mojem že 5 let zunaj ali pa še dlje. Tako da tega žal ne moremo uporabljati v Sloveniji, oziroma nekateri profili že imajo, da jih lahko objavljajo, ampak ne moreš jih videti na profilu. Če grem jaz, na primer, iz svojega osebnega profila na moj Yami profil, jaz ne vidim teh reelsov. Če iz Yamija gledam na Yami profilu, vidim novo kategorijo tam zgori, ki imaš, mislim, da posti, imaš IGTV, pa imaš tagane, a ne tiste 3, ki so tudi. Imaš tukaj noter vmes še reelse, ampak to jih vidi samo ti in noben drug. Lahko jih objavljaš, video jih ljudje lahko na explore pageu ali pa na story, če ga daš pa v highlights pol, načeloma pa, da bi prav šel na feed pa pogledal, pa žal ne moreš. Tako da reelsi mogoče odpadejo, potem so kakšni kratki videi, lahko daš v bistvu video gor. To je tudi dosti gledano, zaradi tega, ker v bistvu, če je zanimiv video, pritegneš pozornost sledilca, ostane dalj časa na tvojem profilu. In to je tisto, kar rabiš. Drugače, če delaš samo s posti, carousel post se imenuje, to je v bistvu to, veš, kaj scrollaš, tap, in s tem dejansko zadržiš neki dlje časa sledilca na tem samem postu, ker mora pregledati vse. In če vržeš vmes en video, ne vem, 10 sekunden, ga zanima, kaj se bo to 10 sekund, si reče, dobro, ni tako dolg, bom počakal, bom videl, scrolla naprej, ker ga zanima spet, kaj se bo zgodil. In tukaj je pa treba malo taktizirati, da daš, ne vem, na začetku neko sliko tako, ki bo tako opazi, kaj se bo zgodil pola, ne, in itak vse zanima in grejo to je zelo dober tak engagement taktika. In pa zadnje pa pač post nasploh, če si profil shranil čim bolj lepe fotke, čim bolj take Yami fotke, da ljudje, da se ti sline cedijo, da dolg gledaš, da pošeraš to sliko, da pošlaš nekemu kolegu, lej tole, kako to dobro zgleda. Ali pa naprimer, če objavljaš sebe, da so slike take, da ljudi zanima, da imaš spodaj nek opis, da povežejo opis sliko, probi ustvariti v vsaki sliki neko zgodbo. Tako nekako se ljudje lažje povežejo in dlje časa ostanejo na tvojem profilu. Zdaj pa, da ne bomo predolgi, gremo naprej na naslednjo stvar, na storije. Zelo pomembno zadeva. In tukaj bom prekinil tale video, Blaž tukaj iz prihodnosti, ko urejam video, ko vidim, koliko sem v bistvu dolg video naredil. Prekinem video, naredil bom 2 dela, tako da drugi del še pride. Klej bomo zaključili, da se boste vi lažje zapomnili, ki je zapisal, lahko jo vprašate karkoli, komentirajte spodaj. Tako da, ja, subscribite, polajkite, šerite, komentirajte, pa se pol vidimo v drugem delu. Ajde, čau!